Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Športni razpis je bil tudi v letošnjem letu hitro zaključen. Pri denarju velja osnovno pravilo, da kdor hitro da, dvakrat da, in v Tržiču se trudimo, da smo v slovenskem pa tudi v gorenjskem merilu zmeraj ena prvih občin, ki uspemo. Na razpisu ni bilo pritožb, 24 ali 25 uspešnih vlog. Slišali ste tudi odzive klubov, uspešno in pa veliko se dela, zagotovo pa je veliko tudi težav. Tržič uspešno nadoknaduje desetletne zaostanke. V letošnjem letu obnova parketa v dvorani Tržiških olimpijcev, posodobitev dvorane, potem nakup površine za nogometno igrišče v Križah z širitvijo športnega parka, atletska steza, tenis, skate park, pa seveda manjši projekti, kot je bil že odkup igrišča v Sebenah, pa seveda posodobitve na kegljišču, plesne dvorane. Nenazadnje bomo pa ravno v tem tednu tudi prvič zagnali novo vlečnico na vrhu Zelenice. Sneg in pogoji so, tako da dobrodošli. Vaše društvo je dokaj aktivno in pred kratkim ste dobili dve nagradi, dvem prijaznim kočam, Koča na Kovcih in pa Dom pod Storžičem. Ja, obe dve koče sta dobile dve, niti ne nagrade, ampak dobile sta status družinam prijazne koče, kar pomeni, da imamo vso ponudbo tudi za mlajše oziroma za neko celovito ponudbo za otroke, ker dobijo igrala, tudi če slab vreme imamo pobarvanke, otroški kotiček in vabim, da pridejo družine v obe dve koče. Kaj vam pomenijo sredstva, ki ste jih dobili od občine iz proračuna? Sama sredstva smo seveda zelo veseli, sredstva pa so predvsem namenjena za športno plezalni odsek, podporo alpinističnemu odseku in podporo mladinskemu odseku. Zdaj za same koče nekako ni zagotovljenih sredstev, v Domu pod Storžičem smo letos dobili sicer nekaj sredstev iz razvoja nočitvenih kapacitet, kar smo tudi zelo veseli, smo obnovili sobe v domu, tako da sedaj omogočamo prenočitev nekje blizu 70 pohodnikov. Nekateri predsedniki pravijo, da je premalo mladih zainteresirano za različne športne programe. Vi pa pravite, da imate zdrav življenjski slog. Kako jih upeljati? Ja, res je. Mi smo ena izmed prvih, organizacij, ki smo že od vsega začetka v tem evropskem projektu. Od leta 2010 sodelujemo s Ministrstvom za šolstvo in šport in pa Zavodom Planica, ki to zadevo pelje. In tukaj jaz vidim res eno rešitev, kajti izkoristiti otroke preko zdravega življenjskega sloga, kjer se jim ponuja tudi brezplačna predstavitev in pa brezplačna vadba, se mi zdi nekaj najlepšega in pa tudi koristnega za starše, predvsem pa tudi z finančnega vidika. In kako vam to uspeva na Športni zvezi? Ja, moram reči, da delujemo na vseh treh šolah in da se nekatera društva poslužujejo te opcije, nekatera pa včasih malo pozabijo, tako da smo jih tudi danes spomnili na to, da je tudi ena izmed opcij, kjer lahko dobijo svoje mlade. Ste zadovoljni z delom športnih klubov, društev v občini Tržič? Ja, jaz moram reči, da iskreno in pa zelo imamo Športno zvezo kot krovno organizacijo, dobro dela, dobro povezuje. Kar se pa klubov tiče, pa tam je veliko entuzijazma, veliko prostovoljstva. Jaz sem prepričan, da je tem ljudem Slovenija, zato ker je šport na eni strani odličen promotor, na drugi strani pa ker tako ohranjamo kondicijo in pa zdravje naših občanov. Preprosto tem ljudem, ki delajo v klubih in društvih, velika hvala lepa.